Prav lepo zdravček v novi Kozmo epizodi. Poletje je tukaj in z njim tudi ena taka poletna tematika, zelo aktualna trenutno. Namreč poletje je dostikrat čas za rok, porok in raznih drugih finih dogodivščin. In zato sem se za danes odločila, da dam eno tako lušno temo na spored. In sicer pogovarjali se bomo o diamantih, o zaročnih prstenih, o poročnih prstenih, o raznem dragem nakitu, ker se mi zdi to ena taka stvar, ki v bistvu dosti ljudi zanima, pa nekako nikjer ne dobiš informacij na enem mestu. Tako da danes bo tudi epizoda za fante. Če ste slučajno na tej točki, ko želite izbrati en res poseben prstan za svojo drago, pa naj bo to za zaroko, za obletnico ali pa karkoli drugega, imam odlično gostjo, ki bo lahko s celotno epizodo pomagala pri procesu, da sploh ne rabite iti v draguljarno zdaj lepo vsa vprašanja. Z mano je namreč Tjaša Malalan. Tjaša je glavna oblikovalka nakita v podjetju Malalan, ki je v bistvu družinsko podjetje, zelo znano po dragih kamnih, nakitu in pa drugih prestižnih blagovnih znamkah. Tjaša, živjo. Živjo. Kako si začela današnji dan? Tako je ponovadi, zelo pestro, zelo aktivno. Že tako je bilo treba malo skočiti na pomoč v prodaji, v draguljarni. Tako pa je, če imaš družinsko podjetje. Ja, to je del tega, to pač pa še zraven. Ja. Nimaš ravno stabilnih urnikov. Ne, čeprav zdaj z mehnim otročkom pač sem bila malo prisiljena v to, ampak še vedno tako malo uskočimo. Družinsko podjetje ne prizanese nobenemu. Ja, ti si v bistvu v diamantih, v zlatu, v dragih kamnih že od malega, tako da imaš res ogromno enega znanja, hkrati pa tudi oblikuješ prstane. In sem si jaz danes prav zamislila eno tako epizodo, kjer bova naredili abecedo, kako izbrati zaročni prstan. Cool, super, to bo res ena taka koristna epizoda za mogoče tudi vse fante, ki so zdaj na tej točki. Tako da dajmo za začetek, da se epizoda res zanimivo začne. Sedela, da sem jaz zdaj fant, ki sem noro zaljubljena v svojo drago in pridem k tebi v draguljarno in ti si tam in vidiš, da imam jaz iskrice v očeh in da iščem zaročni prstan. Tak popoln zaročni prstan za svojo drago. Kako bi me usmerila, kako bi mi svetovala? Drugače, ful dober začetek, ker moram reči, da ta trenutek, ko fantje pridejo k nam v draguljarno, tako vidiš jih, koliko si želijo se potruditi, koliko se hočejo izkazati v tem trenutku, koliko jim je to res pomembno, da punci naredijo ta moment, da res izpade ta poseben trenutek, ki si ga ona res želi. Tako da moram reči, da se vsakič znova topim, ko jih vidim tam, ko se malo tresejo, pridejo, joj, kaj bom pa zdaj. Tako da ja upam, da bojo te informacije v pomoč. Zdaj ponovadi torej jih posedemo in poskušamo jih, da jim je malo udobno, da se pač lahko sprostijo in se malo podebatira o punci, kakšna je, a je zdaj bolj diskretna, bolj energična, hoče, da se vidi. Zelo se poskušamo prilagoditi karakterju punce. Ni vse v številkah, v velikosti. Fantje zelo radi te velikosti debatirajo. Fantje, vidite, ni vse v velikosti. Res ni. Res je individualno. In je treba se fokusirati na punco, kaj si ona želi. A je to ni pomembno? V večini primerov si punce želimo samo to gesto, da on reče, ti si moja ena in edina, jaz si želim tebe za skos. In to je tisto, kar sporočaš s tem prstanom. Ne zdaj, zdaj sem ti pa kupil diamant, ali pa to peč pride zraven in to, da je diamant najtrši material na svetu in bo res zdržal čez vse, je sam nek plus, ki pač ti omogoča, da prstan nosiš vsak dan, da ga ne boš potolkla nekje. To je neka prednost zraven, neka lastnost diamanta, ki ti to omogoča. Ampak na koncu je ona tista, je to sporočilo zadaj, ki naredi prstan v to, da je to nekaj neprecenljivega, nek spomin, neka gesta. Se pravi, ga najprej v bistvu vprašaš o punci, kakšna je? Ja. Kaj počne? Upam, da ne izpade pol tako preveč, veš. Zdaj te pa sprašujem. Ampak ja, tako malo se poskušam pozanimati, da vidim, kaj bi lahko bilo primerno. Pa mogoče še ena zelo pomembna stvar, ki mu dam vedeti, v večini primerov ne vejo, nimajo veliko informacij o diamantih. Recimo o diamantih govorim zato, ker je diamant mogoče tista klasična izbira, najbolj
varna izbira za zaročni prstan. Torej, ponovadi zaročni prstan izgleda tako, da imaš ring, torej specifično. Na moji roki imam pač torej ringica, pa gor diamant. Ponovadi en diamant, zato da pove, ti si ena in edina zame. To je pomen v bistvu enega diamanta. Tako. Okay. Temu tudi rečemo soliter, torej, da je on sam gor na prstanu. Tako da je v bistvu ta res simbolika, da je ona tista za skos. Torej, pri diamantu je tako. Diamant ima 4 karakteristike, po katerih se potem določa njegovo ceno. Torej, govorimo o karatu, barvi, čistosti in brusu. Torej, carat, cut, color in clarity v angleščini. 4 CI, tako. Okay. Zdaj, karat ni velikost, ampak je teža diamanta. Okay? Če bi torej njega dal na tehtnico, bi on pokazal neko karaturo. Karat pišemo za CT. In je to, zakaj karat? Včasih so v bistvu to težo merili z rožičevimi semeni. To je tak čist mehen semenček, ki je težek vedno 0,2 grama in to je enako enemu karatu. Tako da so v bistvu, če si predstavljaš v starih časih tiste tehtnice, so vedno dajali pač po rožičeva semena gor, ker je to bilo neka stabilnost, da je ostala številka vedno ista. Torej, karat je teža? Karat je teža. Okay. Zdaj, v starih filmih si mogoče slišala, oziroma kdaj pridejo stranke k nam pa rečejo, jaz porabim en karat. No, tako izgleda en karat. Kar velik v resnici. Ni za vsako punco. Ja, je neka... Meni so recimo všeč manjši. A veš, to je pa tisto, kar sem prej omenila, da ni vsaka punca zdaj pač ni vsaka taka, da hoče, da se vidi, da nekatere hočejo, da je to pač malo bolj diskretno, oziroma da pač ne štrli, da ko dela nekaj z rokami, da se pač skoraj ne čuti tega prstana na roki in tako naprej. Tako da je več faktorjev, ki jih je treba upoštevati, da je pa res ona tista glavna točka. Ne pa, je pa res, da fantje kdaj hočejo tudi sebe pokazati skozi prstana, in je tudi prav tako, da povejo, jaz sem pa zdaj. Da se ve. Ja, da se ve, ta je moja, in jaz sem se tako zacahnila. Kaj pa drugica? Torej, drugica, barva. Barvna lestvica štarta pri D-ju, torej po abecedi gremo, D, E, F, G, H in tako naprej. Zakaj pri D-ju? Pustili so prosto, da v primeru, da bi najdli še bolj bel diamant v naravi, da lahko na isto skalo dajo. Torej, da bi v tem trenutku najbolj bel diamant, ki so ga izkopali na svetu, je rangiran D. Okay. Pa če greva dol po lestvici, H je že, če bi gledala, kako jih opisujejo, H je že smatran kot bel. Nad H je pa potem bolj bel, še bolj bel, pa tako naprej, tako kot pri zobeh. Iščemo, ljudje smo očitno perfekcionisti, iščemo neko najbolj belo barvo, pa tako naprej. Zdaj, pod H-jem je pa diamant že vidiš na prosto oko, da je v bistvu minimalno rumenkast, kar mi zelo odsvetujemo, še posebej, kar punce vidimo, da je širši spektar barv. Ja, tako da to je najbrž res. A veš, ja, če ne drugega jih poimenujemo. Za njih je roza tako 10 istih stvari. Ja, no, mi pa vse te, kaj vidiš. In nekatere ženske vidijo H kot že malo rumenkast, tako da iz tega vidika pri nas, zdaj, ker želimo ponuditi zelo kvalitetne izdelke in pač stvari res na nivoju, se bo našlo v bistvu ali H ali gor. Torej, nikoli ne bomo šli pod H diamante prodajati. Naša ponudba bo vedno nadpovprečna, če sem že iskrena. Lahko dobimo tudi diamant z barvo D, ampak je mogoče za nekoga, ki išče res nekaj perfektnega, najboljšega. In tudi cena je najbrž temu primerna. Se pozna, ja. Okay, pa se pravi, ampak verjetno pa prodajate tudi druge barve, ne samo bele diamante. Ja, jih. Mogoče se k temu vrneva kasneje, če si za. Greva najprej. Greva 4C, da se ne zgubljamo.
torej imava še naslednjo je čistost, clarity, ker je to naravni material, ima lahko neke napake noter. Ne? Ob pritisku, ki je v tem primeru izjemno visok, lahko pride do razpok ali pa to je v bistvu govoriva pri nastanku, več milijonov let nazaj, je lahko prišlo do nekih takih pritiskov, da so v materialu razpoke ali pa neke druge nepravilnosti, mogoče kak prah vmes ali pa videla sem že sliko diamanta, ki je imel rubin noter. Tako da je takrat čisto rdeča pikica nota, ne. Kar je lahko zelo lepo, lahko je pa pač napaka, ki te pač moti. Ne. In spet mi imamo v naši ponudbi very small inclusion, to je neka lepa sredina. Torej napake so noter, ampak niso pa vidne na prosto oko. Če bi pa imela pikeje, to so pa v bistvu diamanti, ki imajo toliko napakic noter, da tudi če bi ga tako pogledala, bi videla, da je da ni čista, ne, da je, kot da bi bil malo umazan noter ali pa da nekaj bi te zmotilo. No. Če ne drugega, se gre tukaj v bistvu za odsev svetlobe noter. Ko gre svetloba skozi diamant, bi se odbijala ob te napake in diamant ne bi zasijal. Bi izgledal, a veš, kdaj, ko pogledaš kamen, si rečeš, tam pa življenje, tako prav zaživi, zasije. Ne? Ja, recimo iz kakega tle gledam, samo pod lučjo se sveti Svete, noro. Ja. In to je zato, ker ima v bistvu zelo malo napak, tudi na takih mestih, ki mogoče niti niso tako relevantna, recimo, da je bolj na robu. To se vse upošteva pri pač nakupu diamanta. Koliko hočeš ti zdaj, da je to optimalen kamen. Četrti faktor je pa brus, ki tudi vpliva na to svetlobo, torej to je pa ni naravni faktor, ampak je človek zbrusi to, in ima vpliv zdaj na ta faktor in reče, zdaj bom pa jaz to stranico na spodnji strani mogoče malo drugače zbrusil, zato da se znebim neke napake, ki je na spodnji strani diamanta. S tem bom dobil čistost na malo višjem nivoju, ker pač te napake ne bo noter, bo pa mogoče proporc ne bo čist pravi in se potem svetloba ne bo odbijala na čisto optimalen način. Tako da tukaj so neke odločitve človeške, ki se zgodijo, zato da prideš do kamna, ki ima neko življenje noter. Če si predstavljaš. Tako da, če bi recimo kupili diamant, rečeva, zdaj pa jaz hočem nekaj izjemnega za njo, oziroma niti ne izjemnega, ampak tako, nekaj super, bi rekla, rečemo, da štartamo pri 0,30 karata, barva G, tako da je nad H-jem, nadpovprečna, ampak nič ekstremnega. Čistost VS1, recimo, torej very small inclusion 1. Da se še vedno ne vidijo, recimo, tako na prosto oko napake. V nobenem primeru jih ne bi videla, ja. In brus, recimo, imaš pa je rangiran, recimo, good, very good, pa excellent. Tako da rečeva, da je tam very good, in imaš neko. To je pa zdaj potem en kamen, en diamant, ki ga lepo upneš v to upetje, recimo v tem primeru čisto enostavno. Jaz mislim, da v večini primerov tukaj ne rabimo izumljati tople vode, veš, ker vsaka punca si realno predstavlja točen ta model, da pride res sam diamant do izraza, da je ona in da je tukaj ta simbolika zadaj in to je to, kar rabimo. Ne rabimo si zdaj... Razen če je ona, tako pomaš pa ki si res želijo nekaj čist drugega. Ki si ne želi klasičnega. Ja. Ampak dostkrat pa tudi rečejo ljudje, jaz bi pa briljant. To se mi zdi, da ta pojem ni toliko poznan. Kaj ta pojem sploh pomeni? To si mi dostkrat rekla. Joj, to si super. Sem že malo pozabila na to, da imamo to asociacijo v glavi. Ja. Pridejo k nam, pa rečejo, jaz bi pa zdaj briljant kupil. Kaj je tebi kot kupcu, torej če se zdaj delava spet, da si ti fant, ki si prišla k meni po nasvete, oziroma po prstan, zelo pomembno je, da ti jaz kot prodajalka povem, da je to naravni diamant v briljantnem brusu. Torej, tebi je važno slišati, da je to diamant, ne briljant. Zakaj? Ker je briljant oblika. Torej, brus, ta četrta točka, o kateri smo govorile, torej je oblika samega diamanta, v katero jo je človek zbrusil. To je briljant je ta čisto osnovna okrogla oblika, ki matematično so najboljše preračunali, da prevaja to svetlobo, da zopet
zasije po zgornji strani. Da se najbolj sveti, po domač povedano. Po domač povedano. Okay. Ja. Se pravi, to je briljant. To je briljant, briljant je brus, torej, ampak kaj se lahko zgodi? Cirkon, ki je sintetičen diamant, je lahko v briljantnem brusu. Torej, jaz, če bi imela slabe namene, sicer tega mislim, da v Sloveniji pač nimamo, ampak mogoče kakšna Indija ali pa kaj takega, biti oseba tam lahko rekla, ja, briljant, to je to. V resnici bi ti pa prodala cirkon za ceno diamanta. Kaj je najbrž velika razlika? Zelo velika, ja. Kako pa lahko mi preverimo, recimo, da smo kupec? A obstaja kakšen preprost način, kako lahko že na licu mesta preveriš, a je res diamant ali ni? Najbolj merodajen je certifikat. Torej, jaz ti bom ob prodaji rekla, ta kamen dobi certifikat GIA, torej Gemološki inštitut Amerike. To je ta nekako najbolj pogost. In v bistvu ti s tem garantiram, da je ta diamant etično pridobljen, torej da ni bilo nekih ljudi, niso bili izkoriščeni ob pridobitvi tega diamanta, in da je točno to, kar jaz ti govorim, da je, torej da je te barve, da je te čistosti, te karature in tako naprej. Tako da to je tisto mogoče, kar ti da ta mir, da si kupila res ta pravo stvar. Vsi diamanti imajo gravuro noter, torej je ne boš videla na prosto oko, ampak če bi šla pod mikroskop, bi videla, da je noter številka, ki je tudi ista na certifikatu. Tako kot pri zlatu. Ja. Okay. Ker na internetu sem prebrala, da bi lahko tudi z bliskavico na telefonu videl, da če jo prežgeš, da se mora pač res ful svetati, pa da morajo biti tako malo maurične. Tako Google pravi, ne vem. Nisem še proba, jaz ne vem, če bi zaupala takemu testu. Še jaz, veš, ker vem, mogoče neke. Jaz bi mogoče če bi pogledala kamen pod lupo, bi že videla razliko, če je recimo cirkon ali pa diamant. Cirkon namreč nima te trdote, ki jo ima diamant, in bojo ploskve zbrušene. In bo tudi, recimo, če kupiš ti prstan s cirkonom, bo v roku enega meseca že toliko pobrušen od nošnje, da se ne bo več svetil. Zdaj, punca lahko zelo pazi, pa tako. Ampak ne vem, da se obremenjuješ s tem, kako moraš s tem delati, se mi zdi tako, zakaj, če ne rabiš. Če kupaš naravni diamant, se njemu nikoli ne bo nič zgodilo. Mislim, ne vem, primer, ena gospa po nesreči so z avtom povozili prstan. In diamant je bil čisto super, rinkica je bila malo zvita, to je bilo treba popraviti, ampak kamen pa ostane. To je prednost, da so ti materiali res trpežni in nosljivi, da lahko to brez drugih misli pač sam nosiš in v tem uživaš, da je to del tebe. In da se lahko prenaša mogoče tudi iz generacije v generacijo naprej. To je pa prednost. Mislim, tako. Ker diamant je nekako najtrša snov, ki jo na imamo, svetu. Tako, ja. To je najtrši material na svetu in nič ga ne more uničiti, razen drug diamant. Torej, diamante brusijo na take plošče nanesejo diamantni prah, zato da lahko v bistvu sploh diamant zabrusijo. Drugače ga ne bi mogla. Ja. Zanimivo. Imaš pa tudi kar nekaj zgodbic zaročnih. In bi rada mogoče kakšno zanimivo izpostavila. Kaj se ti kaj zgodi, ko pridejo? Tukaj 100 ljudi 100 čudi. Kaj je kakšna taka res posebna zaročna zgodba, ki si jo doživela v Draguljarni? Ena zelo posebna, čisto unikatna in sem zelo vesela, da lahko rečem, da je ta punca zdaj tudi moja zelo dobra prijateljica. Slučajno smo se tako potem našli. Prek prstana torej? V bistvu prek prstan se je zgodil in pol čez toliko časa smo pa spet nekako prišli skupaj in pa sem videla prstan na njene roke in sem to sti. Kako dober. Tako da v bistvu njen partner je kapitan ladje in je prišel do mene z zelo jasno idejo, kaj si on želi. V tem primeru se ni šlo za diamant, ampak za safir, ker je vedel, pač on je mornar, je hotel morje in podariti neko to modro barvo. Ja, modro barvo, oziroma je imel, če si, ne vem, zdaj je že nekaj časa tega, ampak si upam reči, da je simbolika za njega bila prava zadnja.
Torej, tako kot jaz rečem, ona je moja ena in edina. Ne? To, da imaš ti neko globjo idejo zadaj, to je tisto, kar prevaga, to je tisto, kar naredi ta prstan več kot samo prstan. Tako da v njegovem primeru je pač ta simbolika, vsa ta ideja je bila njemu tako močna, tako pomembna, da jo je hotel v bistvu uvekovečiti v prstan, v neko fizično obliko. In se je ta v bistvu potem pokazala skozi razmislek in pogovor z mano, da sva prišla do v bistvu oblike, torej navet. Markiz Brus je v bistvu francosko navet pomeni ladja. Tega on tudi ni vedel, ampak sem jaz tako pol nekako se je kar vse poklopilo, brez da bi on sploh imel neko jasno idejo. Modra barva, sidro je želel noter nekako skrit v prstan, torej jo bo on prisidral nase, jo bo ne preklenil, ampak pač da je njegovo, da je ona njegov varni pristan. Lepo. In tako da sem pol v bistvu našla ta kamen, ta safir, to je trajalo in sploh časa, tako da kdorkoli ima kakšne take podvige, naj si prosto mu vzame čas. Diamanti niso problem, to imamo v bistvu zelo jasno, mislim, dobavati, zato ker se enostavno to prodaja, ampak barvni kamni, tukaj je pa pol specifika. Tudi barven kamen, te odstenki, koliko je lahko, a je taka royal blue, a je zdaj zeleno modra barva, vijolično modra barva, res je tega ogromno, ne? In vsak človek vidi ta odstenek malo drugače. In zdaj, da boš ti zadovoljen s to barvo, je treba si kar čas vzeti, pa res preiskati. To je pa spet narava, ki naredi ta odstenek in ni to zdaj, da greš pa ti s tem pantonom tja pa rečeš, evo, jaz bi vas zdaj tako barvo, dejte mi, a ne. Tako da to je tako, je treba v bistvu upoštevati, da narava to naredi in ima to eno lepoto, da ni vse skozi na voljo ali pa, a veš, ni katalog, ne moreš tega tako jemati, ne. Tako da, in pa jaz sem si takrat vzela precej časa in zdizajnirala, naredila par skic, kako bi to sidro ukomponirala noter, da ni zdaj to čist in your face, a ne, ta način, da vidiš ta sidra tam. Tako da sem sidro skrila pod kamen, da je v bistvu ta ladjica, ki drži kamen, postala, je v bistvu izdelana iz sidra, tako da je ta simbolika bila, ampak brez, je pa prstan ostal v bistvu tako zelo čist, zelo enostaven, da ga ona res lahko nosi in lahko v bistvu zgodbo deli, če si želi to narediti. Ni pa, da bi vsak vprašal, kaj pa je to za ena oblika. Ja, zakaj imaš pa tle sidra? A veš, tako kot pri tatujih sprašujejo, kaj pa to pomeni, ne? Tam v bistvu ona ne rabi, lahko sam reče, ja, to je pa zaročni prstan, ali pa nič. Lahko pa več s tistimi, s katerimi želi, pa pač pove celo zgodbo. Lepo. Kakšna je pa v bistvu zgodovina zaročnega prstana? Kaj je v bistvu simbolika? Kakor si že rekla, ja, zame si ena in edina, ampak obstaja fulejnih zgodbic. Ja, jaz mislim, da se to itak vsak najde svojo, ne? Ampak res smo ljudje že od skozi, eno iščemo vedno nekega partnerja, ne? Tudi v naravi. Pač živali iščejo neko, mogoče niso čisto vse na ta način, ampak recimo pingvini so zelo monogamni in iščejo partnerja za skozi in imajo tudi kako bi rekla, ritual zaročanja, tako, ja, kjer v bistvu pingvin, ko se odloči za svojo partnerko, prehodi vse možne plaže, zato da najde pravi kamen, tako kamenček iz plaže zbere. To je facts, pač to res obstaja v naravi. In v bistvu prehodi vse te plaže in najde pravi kamen, ki ga potem njej ponudi. Posnete imaš to videe na internetu, ampak ponudi ga pred njo na tla in pa če ga ona sprejme, je to. Stavno res, kako lepo. Ja, pač prikupno. In to se dogaja v naravi, pač mi smo, a veš, mi smo tudi živali na nek način, sam smo ta ritual v bistvu pripeljali do tega, da je res še bolj sofisticiran pa tako. Da je materialne narave zdaj postal.
Ja, mogoče, ampak Ampak je simbolika vse. V bistvu je utelešenje v predmetu, imamo utelešenje neke ideje. Ne? Tako da nismo, smo materialni, ampak ti to v bistvu da nekaj več. Ne? Tako kot si prej omenila za družinski nakit, da gre to naprej. Pač ti imaš tako zelo lep nakit. Recimo, Ja, ti veš, ker sem ga dala čistiti k vam. Jaz sem od babice, v bistvu mi je podarila svojo zlatnino, ker je rekla, joj, veš, Flora, to bo zdaj ta bolj prav prišlo, kaj si skostko v krog pa to. In v bistvu res vsakič, ko si dam verižico pa zapestničko gor, se spomnim na njo in vedno se bom. In to je res ena taka večna stvar. In prav spomnim se, ko sem lani v avtu zgubila to zapestnico. Jaz sem bila tako žalostna. Jaz sem bila prav res, iskala sem jo povsod, vse sem sprašvala, ker sem bila pri njih na obisku tisti teden, pač vse, kje je moja zapestnica, kdo najdu plis, ko boste sesali, pazite, da slučajno ne bo kdo moje zapestnice posesal. In potem sem enkrat avto pucala in sem jo našla tako nek med sedežem. Sem tako, vse je v redu. To je to, a ne? Ampak res vsakič, in danes sem prav, zjutraj, ko sem razmišljala, sem rekla, no, če pa kdaj, moram pa danes to dati. Ja, in si tudi jaz želim pač naprej podariti neke stvari. Se mi zdi, to je ena taka lepa tradicija in nek spomin. In ja, se je materialno, ampak da vsakič, ko nekaj vidiš, da se na nekoga spomniš, to je ful lepo. A veš, in sploh se ne gre za to, koliko je zdaj, da imaš ti to verižico, kam ne vem kaj gor, ampak če bi imela diamant gor, bi bila pač z diamantom, a veš, ti pomembna, ne? Samo čustvena vrednost. Za mene je samo čustvena vrednost, kar se tega res dragega nakita ampak tiče. recimo ti take zapestnice, če jo zdaj zgubiš, pa jo boš šla v trgovino, boš rekla, jaz bi isto naročila. Ne moreš. Ni isto. Ni, a ne? In isto za ročni prstan pač, ne vem, gre se samo za utelešenje teh idej. Veš, tvoje zgodbe, tebe kot osebe. Meni je lepota nakita to, da sebe izražamo skozi nakita, ne, ok, 30 let sem dopolnila, ne, rojstvo otroka, tako, vsak kos ima neki tep osebnega, zelo rada primerjam s temi tatuji, ne, ljudje dajo tako veliko za tatuje, v resnici to ni poceni, in sebe izražajo skozi to, ne, da se poslikajo in na ta način. Nakit je podobna zgodba, simbolika je noter, samo da pač je to v obliki zlata, recimo, in dragih kamnov, ne. Ja, res je. In ko sva pri dragih kamnih, bi se pa še vrnila na tisto prejšnjo vprašanje, ne? Ker prebrala sem, da so baje najbolj redki in dragi diamanti rdeči. Je res? Ja. Okay. Zdaj tako, ja, te barvni kamni so čisto zgodba zase. Mi imamo, recimo pri nas lahko najdete rumene diamante, pa tako, kdaj smo tudi po naročilu za koga še ne našli. Tukaj govoriva o čist drugih sferah, tako, te rdeči diamanti so res, res redki. Torej, zakaj ga ne moreš primerjati z rubinom? Rubin je tudi, recimo, drag kamen, rdeče barve, a ne? Ampak ima čist drug odtenek, drug lesk, drugo atomsko strukturo, torej ni toliko trden kot diamant. Diamant še vedno ostaja pri tem, da je najtrši material na svetu. Rdeč diamant, torej izgleda tako kot diamant, ampak ima tako res dosti prestižno rdečo barvo, a ne? Rdeče diamante veliki izkopavajo v Avstraliji in to govoriva o pač milijoni v številkah. Za en diamant. Ja, tako da to je zdaj, to je res druga sfera, tudi če je zelo mejhan, ker je to redko, ne, je to, stane zelo, zelo veliko. Ja, ker sem tako malo šla brati fakte o diamantih in sem našla, da v bistvu obstajajo v vseh barvah mavrice. Ja, res. Ker recimo, če vzamemo, torej imamo diamant, ki je najtrši material in drag kamen, pa imamo pa še 3 glavne, torej rubin, safir pa smaragd. Torej, safir je moder, predstavlja si prstan princese Diane. Rubin, rdeč, ta pigeon blood rdeča, živa rdeča, ki, če se lahko ne ve, prej si vprašala, kako so bili zaročni prstani prej, pa to, ne. Včasih, tako 200 let nazaj, je bil glavni zaročni prstan z rubinom, ker je pač to rdeča barva, strast, ljubezen, vedno smo jo asociirali z nekimi takimi, veš, skozi zgodovino imamo neke asociacije na barve. Rdeča barva je moč, torej Julij Cezar je imel recimo prstan z rubinom, ker je bil on glavni in
Ampak vmes je bilo to tudi strast, ljubezen in tako naprej, so robine v obliki srčkov brusli, in je pol to bil recimo nek tak tipični zaročni prsten. Diana je imela tega s safirjem, kar je pač to neka simbolika modrosti oziroma kraljeve družine in tako naprej, in je tam bila ta simbolika. Pa imava pa še smaragd, je pa tretji kamen, torej zelen. Tega pa recimo simbolično asociiramo z življenjem, rojstvo, tako neka ta rast mogoče. Pa ga podarjajo ob kakšnih rojstvih. Lahko tudi, ja. Zanimivo. Veš, kaj te ne smem še pozabiti vprašati? Ful me zanima tako neka povprečna cena, ki jo fantje zapravijo za prsten. Torej nek povprečen znesek, zato ker v Ameriki vem, da je nekako tako kao pravilo 3 plače. To so hoteli reči, ja, neka ta šušlja se, da moraš za 3 plače. To je bilo včasih zelo, tako, so se zelo držali tega. A res? Rekla 50 let nazaj. 3 plače, to je to, Se pravi, prišel je, da je mi nekaj za 3 plače. Tako, tukaj imam budžeta. Jaz mislim, da tako bom rekla, ok, imamo neko povprečno številko, koliko so ljudje pripravljeni plačati za to. Pri nas, bom rekla, okrog 3000 evrov je neka taka, to je povprečje. Grejo tudi precej više. Lahko pa tudi pri nas se dobi recimo tudi za 500-600 evrov že dobiš en lep prsten. Z diamantom. Pa govoriva skozi naravni diamant. To v bistvu res ni toliko velik za diamant. Ne, pač, a veš. Ker to je nekaj res za celo življenje. To je tako, da bi si kupil skozi nekaj za 50 evrov, pa hitro se nabere. Tako se mi zdi tudi, ko si starejši, začneš ful drugače gledati in pa oblekah, in pa nakitu. Recimo jaz zdaj ful manj nakita kupujem, razen mogoče za kakšne nastope, pa take stvari, ki pač res rabiš, da se menja. Ampak te osnovne kose in nakit in obleke, pa se mi zdi res starejši, ki si bolj ceniš kvaliteto, udobje in se ti splača, pol, kad tako malo preračunaš pismo, če imam neko klasiko, ki bo vedno v trendu, ki bo vedno pasala, neke naravne materiale, ki se ne bodo tako hitro izrabili, pol se splača dati kakšen evro več, pa imeti res nekaj za celo življenje. A veš, tle je ta koncept. Tako, ker recimo moja babika mi je to podarila in to bo, upam, da šlo naprej mojih hčerki nekoč. Točno to in je to nekaj, kar traja in bo, a veš, tle je ta pogled okoljevarstveni mal prisoten. Zdaj, kaj je te pomembno, si už kupila? Res se ne gre za ceno tukaj, Gre se za to, da imaš en kos, ki bo zdržal, ki lahko zdrži celo življenje. Torej, a boš ti zdaj raj prišparala, pa boš 3 mesece šparala, pa boš potem dala na mesto 50 evrov, 500 evrov, ali pa 250 evrov, za en kos, in ti bo ta zdržal res za celo življenje, pa recimo, da ti v enem trenutku ne bo več zanimivo, se ga da pretopiti, pa narediti nekaj novega, Lih zdaj sem bila na eni poroki, sem pela na eni poroki na Krku, kjer je ena od družic rekla, da je v svoj nakit, ki pač ni bil več všeč iz zlata, včasih imamo te neke verižce, ki smo na prkrstih dobili pa to, jih je v bistvu eni oblikovalki mladi dala pretopiti, se pravi zlato, in ima toliko lepe nove uhane. Tako, wow, kako lepo, mislim, ful dobra ideja v resnici. A veš, in je to in gre naprej, in ostane iz tega, nikoli ne gre to pač stran, ne rabiš tega stran vršt, Veš, je vedno lahko na novo zaživi v bistvu. Da živi s tabo skozi celo življenje, ima neko zgodbo, nekaj več pove. In tudi, ne vem, meni recimo to, da skrbimo za naravo, pa tako je pomembno, da pač da recikliram vse te stvari, pač na to nekaj dam. In iz tega vidika raj si kupam manj kosov, pa da so to tisti pravi in bojo skozi z mano in je tukaj tudi ta emotivna vrednost zraven. Razumem, da si kdaj hočemo kaj kupiti, kar je samo tako zalušno. Kad ti je mogoče 1-2 leti všeč, pač pa se res ne splača toliko investirati. Malo moraš pač vklopati pamet. Ok, to je zdaj nek hit produkt sezone, ki ga pač želim imeti in takrat daš. Sam za te neke osnovne kose, ki so pa malo bolj klasični, se mi pa res zdi, da se splača. Ampak zdaj si predstavljaj, imaš dosežek. Recimo, da
zaroka, poroka, neka obletnica ali pa nek pomemben rojsten dan, ok, dobiš take kose mogoče, ali si jih prvoščeš, ali ti jih kupijo družina, pa tako prijatelji, se da, ne? Ampak recimo lahko skozi življenje se reče, že sem pa zdaj dosegla, recimo za te, ne, sem naredila pa zdaj ta koncert, ta nastop, ki je pač res bil en zelo pomemben trenutek v mojem življenju. Zakaj se ne bi ti sama sebe nagradila z proper kosom nakita, da rečeš nekaj za 1000 evrov, pa verjamem, da to niso številke zdaj za vsakega, ampak 1000 evrov v resnici, če ti nekaj pomeni, če si recimo več let delala za to, da si potem tisto dosegla, v resnici 1000 evrov boš v tem času dala na stran in si rekla, zdaj si pa prvoščem to. In skozi čas boš prišla do tega, da imaš v bistvu eno kolekcijo teh evergreen kosov, ki še vedno jih lahko menjuješ. Tako da jaz mislim, da je tle samo stvar osebnega pogleda, kaj ti je pomemben, kako se tega lotaš. In na koncu vidiš, da v bistvu te stvari niso tako drage, kot se ti zdijo na prvi pogled. A veš? Ja, vem. Mislim, jaz imam tako par stvari, ki bi si jih rada nekoč privoščila, ki vem, da bodo forever v modi, ker so že toliko in toliko let v modi. Recimo ura, točno vem, katera, se ti veš. Za ene stvari vem, če bom kdaj prišla do tega, da si jih bom privoščila. Veš, kaj moraš manifestirati in reči, ko bom prišla, ja. Ne če. Tako, evo, bravo. No, ko bom prišla do tega, si jih bom sigurno privoščila, ampak točno to, zaradi tega, ker se mi zdi tudi, da ljudje, sej, kakor sva rekli, ni vse v materialnih stvarih, je tudi veliko, da si vzameš, ne vem, praznovanje, ampak kakorkoli vse stane, ali ti praznuješ z ljudmi, ali greš, ne vem, na potovanje, ali tako, vse stane, Zdaj pa, kaj materialnega želiš, da bo tvoj spomin, ali bo pač potovanje tvoj spomin, pa je tako najlepši lahko spomin, ali bo tvoj spomin, ne vem, neka čist huda žurka, ali bo pa tvoj spomin vsakič, ko si boš dala gor prstan, zapestnico, verižico, wow, to sem si pa kupila za to pa to. Ali pa to sem pa dobila ob tem pa tem, ne vem, si kupiš za otroka, ali pa whatever in vsakič, ko daš gor, to je pa. In sam pogledaš in si tako. Ja, se pravim, ljudje rabimo različne stvari, da nas opominjajo, različna doživetja. In se sam pač odločiš. Ja, to si dobro povedala. In vmes smo imeli tudi poročne prstane, tudi tega bi se rada malo dotaknila. Pa pri nas so se kamere pržgale, smo se tudi dosti pogovarjali o tem, da veliko moških noče nositi prstanov, zaradi tega, ker jih žulijo, ker jim niso udobni. Ne vem, je to za izgovor? Ne bom trdila, ne bom rekla. Ali pač jih res motijo prstani, ker jih nikoli recimo prej v življenju niso nosili, potem se poročijo in potem je tako, kako meni to ne paše. Kako pa v tem primeru svetuješ? Veš kaj, mislim, da je ogromno nekih teh predstav, ki jih imamo, še preden pridemo do te točke. Torej punce ali pa fantje mogoče pri nakupu zoročnega prstana bi rekli, ta preveč trli, nič ne bo udoben, to bo samo uničila, ker bo se zatikala vse posod. Pa ti lahko iz prve roke povem, da se niti enkrat nisem. In isto, torej to so neke predpostavke, ki jih imamo v glavi, ki si pač predstavljamo, tako bo. V resnici je pa zelo pomembno, da stvari probamo. In pri fantih opažam, da je ponovadi tako, da imajo občutek, joj, to me bo samo oviralo, veliko jih dela z rokami, ki jih šraufejo, drugo, tretje. In si reče, to me bo sam motal in mu skozi čutil in zdaj ne vem, aj ta simbolika, veš, joj, zdaj me bo prklenila na se. Pa se že čutijo v glavi omejene, ne? Sem prav razmišljala o tem zadnjič. V resnici je poroka začetek, ni konec, a veš? Ni to, da je zdaj tvojega lajfa konc, ampak ti imaš zdaj, tukaj se tvoja pot, se neka nova dogodivščina začne šele, a veš? Tako da mislim, da je tle malo mentaliteto malo treba spremeniti. Ja, se mi zdi, da je ful odvisno zdaj, kako si ti gor odrastel. Jaz gledam to pri svoji družbi, pa pri prijateljih. In tisti, ki smo iz nekih družin, ko so recimo starši ostali poročeni, pa tako, nam je to nekako naravno in normalno, da pač na odnosu se dela. In za mene je poroka vedno ni bila nikoli nek zdaj končni cilj, se želim poročiti, ampak se mi zdi, kot en tak oblaček, da si ti malo bolj varen, da res pa ne moreš kar zdaj v vsakem sunku pobegati. Da v bistvu, da imate enak priimek, no, tudi ni nujno, da imate, ampak tako, da je pač, da narediš nek bubble.
Ja. Jaz temu rekla, pač po slovensko oblaček. A ne? In meni je bilo to vedno tako lepo, ker pač si ti nekako daš roko, se poljubiš, si daš prstano in si pač obljubaš, da je tudi, če bo težko, jaz bom tukaj in mi bova delala na tem. A ne? Tako. In se mi zdi, da je to pač poroka, kakor je recimo prsten simbol, je tudi poroka simbol neke vrednote. A ne? In ja, mogoče pa pač ljudje, ki niso tega navajeni, ki tega mogoče tudi niso gledali doma ali pa je pač bila ločitev in tako. Pol valjda ne verjameš čisto v to in ne verjameš, da je to vrednota. Tako da tukaj si nismo čisto sami krivi, imamo tudi neke vzorce pa predpostavke, ampak ja, veliko ljudi misli, zdaj sem pa poročen, zdaj pa konc. V bistvu je jaz poznam toliko poročenih parov, ki se imajo toliko dobro. Se to, ker toliko uživajo. Kako vzameš to, ne? Ja. Tako da ja, ne, se mi zdi ful dobro tako o tem razmišljati, malo da vidimo, kaj. Vsak se mora sam pri sebi zamisliti in reči, zakaj to hočem. Pač večina fantje pol rečejo, pa sej to nam nič ne pomeni. V resnici pa mogoče njej ful pomeni, ne? Za roka poroka. Ja. Tako, midva z mojim sva se strinjala, da pač ne bi se poročila. Pa sva pa v eni točki bila tako, v bistvu bi se. V bistvu mi to nekaj pomeni. V bistvu si želim tega utelešenja te ideje, hočem to imeti skozi sabo in vedeti, ja, vse je okej. In tudi, ko je ta slab trenutek, mogoče, ker pač imamo ups and downs, ne vsi, ko si rečeš, najraj bi bilo. Ampak vidim, da prstan in rečem, ne, to sva midva se odločila in to hočva in to sva se in je tudi ta mogoče ti da nekaj še dodatno moč. Ja, lih v prejšnji epizodi sem imela Tjašo Perko na drugi strani, ki je tudi že ful let poročena, ful sta zgodaj tudi dobila otroka in tako in sva se pogovarjali o tem, da je res ljubezen stvar odločitve in on je rekel, jaz sem se za tebe odločil in pač tudi, kaj je ona teče, kaj je on teče in pač ona ste se odločila in delata skupaj, da premagata ovire. To. In tu si teamwork at its best. Ja. Da ne pozabim ti odgovoriti na ono vprašanje, ki si rekla, torej za fantje, ki pridejo, imamo občutek, da so prepričani, da prstan ne bo udoben, oziroma da jih bomo oviral. In tle imamo mi v bistvu zelo velik poudarek, damo na to, da so prstani udobni. Zato apeliramo vse fante, pridite probat, dajte vsaj šanso prstanu, da ne rečeš že takoj v štartu, ne, to pa ne bom. Ampak naj pridejo k nam, mi bomo se res potrudili, da najdemo tisti model, ki ti bo najbolj sedel na roko in ti, ki ga boš dal gor, bo tako, da je že del tebe. Te je kar malo pobožje in ga daš gor in ga že nehaš čutiti in je že tam in je že perfekten. Ok, pa smo velikost, pa to je treba pa po naročilu narediti. Ampak da res smo že toliko tehnologijo pripeljali naprej, da je prstan na notranji strani ergonomsko oblikovan na ta način, da je res kaj druga koža. No, zdaj, ko si rekla velikost, to sem te tudi hotela vprašati. Kako pa zmeraš tanci prst? Da ji ne ukradeš prstana ali pa neki... Jaz imam ful smešno zgodbo tle zadnji. Okay. Zaradi tega, ker moj brat se je lani poročil in on je pač, ne vem, kako se temu urodju reče, a veš, ko so tako ene klešče, ko je tako odmeraš, ne? In on je, ko je ona spala... On vzel kleščete in je tako zmeril, ampak je zafrknil, ker pač to ni prava velikost. Ne moreš tega tako. Pol je možno popravljati sicer, ampak ful lepo. Vidiš, to je ulo. To smo se vsi nasmejali, kaj je to zgodbo razlagal, ona je spala, on je pa tam z unimi kleščami čist previdno. Toliko so mi prisrčni. Pa toliko se trudijo. To je tisto, kar sem ti na začetku rekla. Pridejo in... so nervozni in se hočejo izkazati in te fantje res naredijo vse, kar je pač en je z vrvico miru. In si tako, jaz jim ploskam vsem, ampak res težko zmeraš to, še posebej, ker punce vemo, da pač nam mogoče malo niha, zjutraj se zbudiš z malo bolj napihnjenimi prsti, zvečer imaš že čisto oplaknjene, ti prstan skoraj dol pade. To vemo, mi ki pač nosimo nakit, verjetno si opazila sama pri sebi, da je tako pač ta. Tako da to je toliko težko, da mi ponovadi v bistvu tako naredimo, da rečemo, deva zbrati pravi prstan. To bo ta za njo, ona je taka in taka, tukaj sva v velikost, barva, vse to, kar smo prej govorili, se določi in on potem zbere prstan, ki ga imamo mi na zalogi in reče in mi ga podari. V večini primerov bo
ali prav, ali pikico treba prilagoditi. V tistem primeru pa jih povabimo, pač priti ta skupaj nazaj, pa se pa njej izmeri, pa če mi izmerimo pri nas. No. Pol ni problem, niti če ima tako fulejnih diamantkov ga ožati. Najbrž je tudi odvisno od prstana, zdaj vseh verjetno ne moreš ožati. Zdaj tako, če je tak, da ima torej soliter, da ima en diamant, to se da, ni nobena težava, tam do 4 številke lahko povečamo, pomanjšamo. Aha, tudi poveča se brez se da, problema. ja. Okay. Tako da to ni nobena težava. Kaj sem hotel reči? Diamanti, če so pa vse naokrog, torej eternity ring, tak ima res, ta je pa recimo tak tipičen poročni prstan za punco, ki bi recimo tukaj zelo lepo pasel zraven. Tega se pa ne da povečati ali pa pomanjšati, ker pač so diamanti zapolnejo celo dolžino, cel obseg in je treba pa v tistem primeru novega izdelati. Se ga pa da zamenjati ali pa pač vrniti pa ušteti v Tako, v ceno, v bistvu v tistem primeru pa rečemo, tega vzamemo mi nazaj, pa ti naredimo perfektnega zate za tvojo velikost. Kaj pa se bolj odločajo, to me je vedno zanimalo, a bolj grejo v zlato, torej ali v belo zlato, se pravi v rumeno zlato ali belo zlato? Barva zlata je včasih je bilo vse tako, vsi belo zlato, ne? Ker je bil to nek trend, je nekako so ugotovili, da to vsem paše in so zelo veliko prodali rumenega zlata. Zdaj v zadnjih Rumenega ali letih... belega? Belega, prosti. Zdaj pa v zadnjih letih je pa tako, zdaj rumeno je ful prišlo nazaj, vse punce iščejo. Kar je pa ful lepo, da v bistvu zdaj, kada je vse dovoljeno, a veš, vsi se lahko skozi to, zdaj ljudje to vidijo res, da se izražajo skozi to in rečejo, meni pa to najbolj všeč, ne. In v bistvu veliko kombinirajo, ne, recimo roza zlato, belo zlato, druga roka ali pa kaj, ali pa tudi barve, vse 3 barve skupaj. Je pa po moje ključno to, kakšno polt imaš. A veš, če si recimo na temno polte ali pa bolj zagorele ljudi, bo rumeno zlato ful dobro izpadalo. Bo tako, ta pravi kontrast je in vse. Jaz imam bolj bledo polt, mi dve sva dosti podobne, pač roza rataš, ne? In je v bistvu rožnato zlato tisto, ki mogoče najbolj tak nežen odtenek, da ni preveč, da ne seka ven, ampak v resnici, a veš, če se ti čutiš z rumenim zlatom najboljš, nosi tisto, ne? Pa morajo fantje malo pogledati, kaj največkrat nos. Glede na izbiro. Jaz mislim, da če se bojo, veš, to je pa težko, nekaj diamant najbolj zgleda v belem, ne? Ali pa v platini, recimo. Meni pa v rumenem, recimo. A res? Meni pa diamant v rumenem tako ful. Jaz mislim, da v takem primeru bo punca zelo jasno dala vedeti, jaz hočem rumeno zlato. Je pa tako, da recimo, če imaš tazga, pa pol recimo, da vsem spoštuješ odločitev fanta, ki si je pač to tako zastavil, a ne? Ni nujno, ampak pač partnerstvo, zmenta se. Ampak pa lahko daš recimo rumeno zlato, prstan iz rumenega zlata zraven, za poročnega recimo, a veš, pa na ta način malo pokombiniraš. Se v bistvu zdaj to ful kombinirajo, pa mi lepo zgleda. A ne? Ja. Včasih to ful ni bilo, to je bil včasih no-go. Ampak zdaj pa tako vedno večji trend, da imaš enega srebrnega, enega zlatega, tako... Karčeš. Ful dobro v bistvu izpade, če znaš skupaj dati. Ja. Tako da res osebno izbiraš, tako kot vsak hoče. Ja. Jaz mislim, da sva toliko enih stvari povedali, da ja. Mogoče se še dotakneva tudi mogoče drugih kovin, ki jih še izbirajo za prstane, da ne bova samo zlato. A obstajajo tudi še kakšne, ki so, recimo, mogoče, ne vem, malo bolj dostopne, pa so vseeno kakor toliko trpežne. A se odločajo tudi za kakšne druge, ali bolj samo res? Pa jaz mislim, da bolj zlato. Pri nas je tako zlato, 18-kratno ali pa platina. Zakaj drugo? Kaj pa razlika? Zdaj, zlato v naravi obstaja rumeno, ampak je zelo mehko. Torej, a si predstavljaš one kavbojske filme stare, ko so tam zlato tako malo, kaj najdejo kamen, Ko so jih ga upogibali. Ja, ga lahko grizneš, pa se pozna, ne? Ja. Zlato je v naravi tako mehko. In moraš v bistvu dodati druge kovine, zato da prideš do neke trdnosti, ki je pač nosljiva, da se ti ne bo, veš,
Spomnim se, ko sem poleg tega nakita dobila še en krasen prstan od babice, ki se mi je zlomil, ker je bil pretanek in je bil samo iz zlata, očitno. In mi je to grozen, ker se je pač zlomil in ga ne morem nositi. Vidiš, ja, to je tudi pomemben faktor, da pač ni prstan čist tanek, ali pa čist, recimo, da ko ga potežkaš, da ima vse neko težo. Ker če bo prelahek, pretanek, najbolj tak primer, ko vem, da smo vsi na tem, ko boš parela kljuko, ko boš odprla vrata, se ti bo zvil. In pa, a veš, ali pa ključi. Recimo, boš ključe parela in v bistvu ga lahko že zviješ. Tako da je dizajn tukaj, mogoče kakšne punce iščejo zelo take tanke prstančke, da je čist minimalistično. Ja, meni so všeč taki tanki, sam vem, da ni, zdaj sem videla, da ne gre čez. A veš, mora biti tako, ker toliko debel, da se obdrži. Pa se v bistvu skozi ukvarjaš s tem, kako ga ravnati. Brez veze. Ja. Brez veze. Je pa lahko recimo, a veš, ta prstan zgleda dosti tanek, tak zelo nežen. Pa ima dosti materijala za to, da je dosti trden in da se ne bo zvil. Aha, ampak ta je super, ja. Ja, a ne? Tako da je treba v bistvu res sam malo vedeti, kaj kupuješ. Aha, pa ok, 18-karatno zlato je recimo neka taka, torej to pomeni, da ima 18 delcev čistega zlata, pa 6 delcev drugih kovin, ki mu v bistvu dajejo trdnost, pa barvo. Tako v bistvu dosežeš rose gold pa belo zlato, da daš v bistvu druge barve, druge kovine zraven, ki ga obarvajo, da ni več rumeno. Tako da recimo, ok, zlato je pač tako in bo ta barva pol ostala, mislim, oziroma bo material ostal in bo trpežen in ga boš lahko dajala naprej naslednji generaciji in tako vse, kar smo do zdaj govorile. Platina isto, torej platina je v naravi bela, pa trša kot zlato, tako da je tukaj ta plus. Zdaj, če bi rekla, recimo, ko se je imela malo cenejša ali pa nekaj bolj dostopno, lahko bi šli v srebro, sam srebro ima pa minus ta, da potemni, oksidira. Zdaj si pa predstavlja, da bi jaz ta prstan imela, pa da je tako malo črn. Ja, grdo bi bilo. Ja, tako da je tukaj... V vsakem primeru pridemo do tega, da se šparati ne splača. Ne, res ne. Moja babi je vedno govorila, kdor poceni kup, dvakrat kup. Ja, a veš, in pa bo pa punca čez 10 let zahtevala nov prstan, pa veliko boljš. Tako, ne vem, se mi zdi vredno, no. Pa tudi, če ne kupaš zdaj za ne vem koliko 1000 evrov, kupiš unga za 600, za 1000, karkoli, a veš, tako neka... Se vedno lahko upgradeš. Ja. Punce se ne bomo vrali. Ja, mi nimamo nič proti. Zdaj, ko smo se še o tem pogovarjali, sem ugotovila, da sem še eno vprašanje pozabila, in sicer sintetični in naravni diamanti. Zdaj je veliko sintetičnih diamantov na trgu, vedno več se jih dela in tudi zelo lepo izgledajo. Zadnjič se spomnim, ko sem jih prva zgledala, v bistvu to že izgleda čist kot ta prav in tudi te barvni izgledajo čist kot ta pravi. Kakšna je pa tukaj razlika, zdaj tudi v kvaliteti, vzdržnosti in tako? Zdaj tako, govoriva, so 3 različne stvari. Sintetičen oziroma, sintetičen kamen je cirkon. Okay? Te cirkone delajo že 100 let plus. Tako da to že ful dolgo obstaja, tudi barvne kamne so delali sintetične in so v bistvu rubin, safir, smaragd, recimo to, ko imaš kot kakšne babice iz 1920, kakšni take kosi, imajo kamni, so zelo tako žive barve, pa vidiš, da je veliki kamni so, pa je odtenek povsod čist isti. Tako da, to so sintetični kamni in to so bili v bistvu v laboratoriju narejeni. In te nimajo iste atomske sestave, torej so bolj krhki, so mehkejši in jih tako, torej cirkon lahko zbrusiš, sva prej rekla, da zgubi leska. Pa imamo naravne diamante, o katerih smo zdaj govorili, te so izkopani iz zemlje, so najtrši material, ne boš ga kratko spraskala, obstajajo beli in obstajajo barvni, pa imamo te barvne kamne, ki so tudi naravni, ampak so malo mehkejši. Zdaj pa to, kar pa mislim, da me sprašuješ, so pa torej lab-grown diamonds oziroma gojeni, ne vem kako to niso pa sintetični, to je nekaj drugega. To je nekaj drugega. Okay. Tako. Okay. Torej obstajajo 3 vrste. Tako, 3 vrste. To je zdaj, kar je na novo. To je zdaj na novo, Okay. Ja. Te kamni izgledajo čisto isto kot naravni diamant. So skuhani, torej v laboratoriju jih naredijo. Torej ni to nekaj, kar bi človek našel v naravi. Torej oni rečejo, jaz pa zdaj hočem, to je tisto, kar sem rekla prej, ker ne moreš naročiti tazga, ne? Ampak ta reče, pa jaz pa zdaj hočem 1 karat,
VVS1, tako vse, excellent vse stvari, najboljši diamant možen. In načeloma ne boš videla razlike med naravnim in tem, ampak cenovno bo veliko cenejši. Zdaj, ne vem, kako bi rekla, ampak v resnici nima te vrednosti, ker je, ker zdaj tega zelo veliko ljudi dela, je to možno kupiti, ne vem, če pa vsot, ampak zelo enostavno to dobiš in nima tega faktorja, da bi držalo ceno, recimo. Ne dobiš oziroma dobiš certifikat, ampak ti piše, da je to gojen oziroma lab grown diamond, torej nima iste vrednosti. Tudi, če govorimo o tej vrednosti, v trenutku, ko tak diamant kupiš, v resnici pa ni več nič kaj dosti vreden, ker ga ne moš nobenemu naprej prodati, ali pa, a veš, pač bojo šli spet v laboratorij, pa še enega skuhali, pa je to. Ampak kaj pa recimo vzdržnost? Mislim, je pa ista. Se pravi, ga lahko praskaš vse in... Ja, wow, okay. To je, tako da iz tega vidika je to isto. Kaj ti je pomembno? Veš, spet veliko ljudi misli, da so te diamanti pol bolj ekološki ali pa da je ta vidik zadaj. Pa ni to glih, v laboratoriju ga skuhajo, torej je veliko kemikalij, izpuhov in teh stvari. Recimo zame že iz tega vidika ni zanimivo. Tako da, ampak ja, je pa cenovno bolj ugoden. Je pa tako mogoče en faktor, zdaj veliko je bilo tega v industriji nakita. Jaz mislim, da se to zdaj malo zmanjšuje, ker so videli, da ni to isto. Ni to isto, ljudje razumejo, da to ni primerljivo. Ja, ljudje cenimo redke stvari, kakorkoli obrneš. Veš, tako da iz tega vidika je to se malo umika iz tega, ampak bo pa zanimivo za industrijo. Veš, za stroje so rabili velike diamante, za laserje pa te stvari, in so rabili velike diamante, ki so bili prej predragi, ampak so jih vseeno kupovali. Zdaj pa zato v bistvu bojo te lab grown zanimivi. Ja, to je pa dober point. Ja. Ok, super, Tjaša, ful hvala za vse informacije. Mogoče sva kaj pozabile. Ne vem, se vse, meni je bila epizoda noro zanimiva, že sam to za poslušati, tako da upam, da tisti fantje oziroma dekleta, ki ste na tem, da bi si kaj takega prvoščili, kupili, da ste dobili informacije, ki ste jih iskali. Sicer pa hvala ti za čas, Tjaša. Kje te še lahko najdejo? Torej, če si želijo predsprobati ali pa po tvoj nasvet. V Drakuljarni me skoraj vedno najdete, ali pa moja sestra, ali pa tudi našo ekipo. Smo vedno na voljo za več informacij. Karkoli iščete v tej smeri, pač smo na voljo. Tako da, ja, tam smo, imamo tudi Instagram account na malalan.eu. Tudi lahko pišete. Tako da, ja. Skratka, informacije bodo dobili. Ja, tako. Hvala ti in hvala za poslušanje in se vidimo čez en mesec.